Jaz sem Bojan. Povabim te, da prideš z menoj. Poglej si mojo zgodbo. Do spoznanja, da je potrebno spremljati ali pa se učiti računalništva ali pa sodobne tehnologije, sem se srečal že v službi. Potem sem pa s svojim življenjem prišel do spoznanja, da pač s tem si lahko olajšaš življenje. In potem sem videl, da je treba nadgradnjo znanja in jasno mi je bilo, da sem se mogel odločiti pol za nove tehnologije. Zdaj, ko sem imel v tujini sina, so rekli, uči se špansko, drugi so rekli, uči se nemško. Jaz sem se odločil za angleško. V Zagorje sem šel, potrkal sem na vrata in odpre ena mlada profesorica, Katarina, in povem, jaz sem Bojan Rus, prihajam iz Trbovlja sem doma, jaz bi se rad naučil angleško, nič ne znam, imam besedišče 10 besed. Nisem mogel sprejeti, da človek, ki ima normalno pokojnino, ne more potovati. To meni ni bilo jasno, kako. Potuje po svetu, si bukira potovanja, sam si to urejuje. Nizkocenovne prevoznike. Potem sem začel raziskovati hostele, potem sem si napravil couchsurfing stran. In ko sem začel razvijati, sem prišel do zaključka, da če imam budžet 20 ali 23 evrov na dan, lahko živim v Trbovljah, v Ljubljani, v Barceloni, v Vigu, vse povsod lahko živiš. In to je meni bil izziv. V življenju se učimo do konca. Leta 1959 se je začela pisati zgodovina Zasavske ljudske univerze. Ob tej jubilejni priložnosti se oziramo v preteklost in se spogledujemo s prihodnostjo in praznujemo sedanjost. Koliko generacij in koliko udeležencev smo že uspešno spremili do poklica, novega znanja in izobrazbe. To nam je uspelo, saj smo skozi vseh 60 let sledili istemu cilju. Nuditi kakovostno izobraževanje in svetovanje odraslim. A vendar je v 60 letih prihajalo do sprememb, predvsem glede imena organizacije, ki jo danes poznamo pod imenom Zasavska ljudska univerza. Svojo kakovost smo dvignili na zavidljiv nivo in jo obdržali, predvsem zato, ker smo si v vseh teh letih pridno brisali očala in tako jasno videli in zaznali družbene spremembe v lokalnem okolju ter se na nje odzvali, pa naj je to potreba po dodatnih urah angleščine, delavnica strojepisja ali pa delavnica uporabe sodobnejših tehnologij. Vsa leta svojega delovanja je Zasavska ljudska univerza glavni vir izobraževanja odraslih v Zasavju. Smo namreč ena redkih organizacij, ki ponosno združujemo vse zasavske občine, Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi. Tako spreminjamo življenje odraslih na bolje. Spodbujamo večgeneracijsko sodelovanje in skrbimo za socialno vključevanje ranljivih skupin. Osredinjeni smo na ljudi in zagotavljamo svetovalno podporo, prilagojeno vsakemu posamezniku posebej. Biti del uspešnih zgodb naših udeležencev je za nas velika čast. Prepričani smo, da je vedno pravi čas za učenje, kar dokazujemo s številnimi programi za vse generacije.
Odprti smo za novosti in spremembe, imamo strast do učenja in s pomočjo dolgoletnih izkušenj dosegamo visoko kakovost izobraževalnih storitev za odrasle. Prebivalcem Zasavja zagotavljamo kakovostne, formalne, neformalne in priložnostne programe, nudimo učinkovita usposabljanja in tečaje ter vrednotenja in priznanja spretnosti kompetenc za potrebe trga dela. S krepitvijo znanj pri brezposelnih, starejših, priseljencih in tudi zaposlenih prispevamo k boljši zaposljivosti in zmanjšanju tveganja revščine. Že 60 let nas vodijo naše vrednote, uspešno povezujemo profesionalno z ustvarjalnim in kreativnim, v naših dejanjih, v naših odnosih do ljudi je vedno prisotno spoštovanje, odgovornost in prijaznost. Vedno smo pripravljeni sodelovati in se prilagoditi, če je to potrebno. Ob 60-letnici se s spoštovanjem oziramo nazaj na vse tiste, ki so v tem času z nami delili moč in radost učenja, ter s hvaležnostjo na tiste, ki so se dotaknili naših čustev. Ostajamo zvesti ljubiteljem učenja. Na oder vabimo gostiteljico današnjega večera, gospo Polono Trebušak, direktorico Zasavske ljudske univerze, k slavnostnemu nagovoru. Spoštovana predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih Teja Dogan, predstavnici Andragoškega centra Slovenije Tanja Vilič-Klenovšek in Zvonka Pangerc-Pahernik, spoštovani župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, župan občine Hrastnik Marko Funkel, podžupanja občine Trbovlje Maja Krajnik, predsednica Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije Maja Radinovič-Hajdič, spoštovani gostje, predstavniki zasavskih zavodov, društev, organizacij, spoštovani partnerji, drage sodelavke, sodelavci, udeleženci in vsi prijatelji Zasavske ljudske univerze, vsem skupaj voščim lep dober večer. Danes smo se zbrali, ker praznujemo. 60 let Zasavske ljudske univerze pomeni 60 let izobraževanja odraslih v Zasavju. Že pred 6 desetletji so naše občine ustanoviteljice Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik se zavedale pomena znanja. Za njihovo vsestransko podporo skozi vsa ta leta se jim iskreno zahvaljujem. Nedavno mi je pisala oseba, ki na Andragoškem centru velja za eminenco na področju zagotavljanja kakovosti. Čestitala nam je za jubilej in ob tem zapisala, da se je Zasavska ljudska univerza v zadnjih 10 letih povzpela med najboljše tovrstne ustanove v Sloveniji in je lahko zgled tudi drugim. Drži. Ljudska univerza je skozi zadnjih 60 let spreminjala ime, lokacijo, ponudbo, ohranjala pa je svoj prvotni cilj izvajati kakovostne izobraževalne programe za odrasle v domačem okolju ter pomagati in svetovati Zasavkam in Zasavcem, kako narediti korak naprej. Danes je Zasavska ljudska univerza sodobno izobraževalno središče z bogato in kakovostno ponudbo. S kulturo vseživljenjskega učenja premikamo meje in postavljamo nove standarde na področju izobraževanja odraslih, večgeneracijskega sodelovanja ter skrbi za ranljive skupine. Zagotovo so bili izzivi pred 60 leti drugačni kot tisti, s katerimi se soočamo danes, ko so pred nami demografske spremembe, izzivi dolgožive družbe, podnebne spremembe, trajnostni razvoj, svetovne migracije ter iztekanje finančne perspektive in s tem evropskih sredstev. Upamo, da bo stabilno delovanje našega zavoda v prihodnje zagotovila nova javna mreža izobraževalnih organizacij za odrasle, ki pa je trenutno še v pripravi. Zasavska ljudska univerza se je vedno znala prilagajati času in prisluhniti potrebam ljudi v regiji.
naša strast do učenja, vlaganje v razvoj novih programov, kompetence zaposlenih so nam omogočili prijave na mednarodne Erasmus projekte. Sodelavke in prostovoljci so v zadnjih 2 letih večkrat pripravili kovčke in odpotovali po nova znanja in dobre prakse. Naj spomnim na nekaj naših uspešnih zgodb. Večgeneracijski center Zasavje, ki nudi brezplačne priložnosti in odprta vrata za vse generacije. Samo v lanskem letu smo zabeležili skoraj 2900 vključenih udeležencev, 3000 izobraževalnih ur in preko 13400 obiskov. Načrtovane kazalnike smo močno presegli. Sodelovali smo pri razvoju nove nacionalne poklicne kvalifikacije izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov. Ravno ta izlet v novo področje dela, kjer smo učilnice zamenjali za delavnice, zvezke in knjige pa za orodje, sta nam dala pogum za vključitev v partnersko sodelovanje v verižnem eksperimentu. Eksperimentki so zgodba o uspehu tako za otroke, strokovne delavce kot tudi prostovoljce. V okviru evropskega projekta za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc izboljšujemo digitalno in komunikacijsko pismenost zaposlenih, brezposelnih in jim tako omogočamo boljše delovanje in pa zaposljivost v sodobni družbi. Vseh teh projektov pa ne bi bilo brez ekipe srčnih, zagnanih, predanih, najboljših predavateljev, prostovoljcev, sodelavk, tako da na tem mestu vsem in vsakomur izrekam velik hvala. Hvala pa tudi vsem vam, da ste prišli. Za nas je to velika odgovornost za delo v prihodnje, saj nam vaša podpora veliko pomeni. Daj nam moč, da bomo tudi v naslednjem desetletju ostali ZLU, zvesti ljubiteljem učenja. Naše 60-letno delovanje je vedno temeljilo na povezovanju in sodelovanju. Tudi zato smo nocoj povezali umetnike iz vseh 3-4 občin, različne generacije in različne zvrsti. Slišam bo glas naših uspešnih udeležencev. Verjamem pa še, da ta dogodek od tam zgoraj onkraj spremlja tudi moj predhodnik, Tone Bezgovšek, ki mu gre velika zasluga za odličen napredek Zasavske ljudske univerze. Od nas se je poslovil ravno na današnji dan pred 2 letoma. Vseživljenjsko učenje in pogosto zavestna izbira je dobra navada. Zanj se odločamo ljudje, ki smo pri dobivanju znanja prepoznali številne koristi za svoje življenje. Znanje je naložba, je radost, je veselje, so lepi trenutki. Vse to želimo nocoj deliti z vami. Ko se bo zavesa spustila, verjamem, da bo vaše srce polno lepih vtisov. In za konec naj vas povabim, da še vi naredite domačo nalogo. Vzemite s seboj domov časopis Moč in radost učenja, ki je izšel v našem rojstnem dnevu, pokažite ga še komu in ga navdušite za učenje. Kajti več, ko nas bo, prej bomo prispeli na cilj. Pa srečno! Na oder vabimo podžupanjo občine Trbovlje, gospo Majo Krajnik, da z nami deli nekaj misli ob jubileju. Lep dober večer vsem skupaj. Veseli me, da smo se v počastitev jubilejne 60. obletnice edine ljudske univerze v Zasavju zbrali v tako velikem številu. Med nami prav toplo pozdravljam nocojšnjo gostiteljico, direktorico Zasavske ljudske univerze, gospo Polono Trebušak, predstavnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in župana sosednjih občin Zagorje ob Savi in Hrastnik. Topel pozdrav pa tudi vsem ostalim ljubiteljem znanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja, ki ste nocoj z nami. 60 let je častitljiva in ponosa vredna obletnica, ki s seboj prinaša tradicijo, prepoznavnost, zanesljivost, po drugi strani pa tudi nenehno težnjo po tem, kako biti iz leta v leto boljši, kako napredovati in kako se nenehno izboljševati. Mislim, da lahko rečem v imenu vseh 3 županov zasavskih občin, da vam to več kot odlično uspeva.
Združujete generacije, ki so si med seboj tako različne, da bi sicer ostale nepovezane. S tem ustvarjate prenos znanja in spletate poznanstva, ki se sicer ne bi spletla. Povsem nove smernice postavljate tudi v izobraževanju odraslih, ki je ljudem z vašim delom postalo precej bolj dostopno in prijazno. Spodbujate vseživljenjsko učenje in s tem povezovanje ljudi starejših generacij, ki z vašo pomočjo kvalitetno preživijo prosti čas in se spoznavajo s svetom, ki ga ustvarjajo mlajše generacije. Pohvalno je tudi posvečanje posebne pozornosti ranljivim skupinam, ki jim omogočate hitrejšo in kvalitetnejšo vključenost v okolje, v katerem bivajo. Vaše delo presega okvirje tipične univerze, saj izobražujete, združujete in povezujete ljudi vseh generacij. In to je v svetu, ki tako rekoč povzemimo nas, neprecenljivo. Želim, da tudi v prihodnje delujete tako uspešno kot do sedaj in da še naprej opravljate svoje poslanstvo z veseljem, zagnanostjo in predvsem dobro voljo. Vse ideje, ki se rodijo ob takšnem vzdušju, so še posebej prodorne in navdihujoče. Za konec bi želela z vami deliti misel neznanega avtorja, ki sem jo s kotičkom očesa ujela, ko sem odkrivala spletno stran vaše univerze. Takole gre. Če se niste pripravljeni učiti, vam nihče ne more pomagati. Če ste odločeni učiti se, vas nihče ne more ustaviti. Še kako se strinjam s to mislijo. Stvari se v življenju lahko naučimo le, če imamo za to voljo, zato naj nam te nikoli ne zmanjka. Ob tej priložnosti prosim, da se mi na odru pridruži direktorica Zasavske ljudske univerze, gospa Polona Trebušak. Ob jubileju bi vam v imenu občine Trbovlje želela pokloniti pozornost, ki naj krasi katero izmed sten vaše univerze. Prijeten večer še naprej in srečno. Na oder vabimo gospod Tejo Dolgan, predstavnico sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Spoštovana gospa direktorica, gospoda župana, gospa podžupanja, zaposleni na Zasavski ljudski univerzi in ostali gostje. Lepo vas pozdravljam v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dovolite mi, da vam prenesem pozdravne besede ministra, dr. Jerneja Pikala, namenjene obeležitvi 60 let delovanja ljudskih univerz, kot je tudi vaša Zasavska ljudska univerza. Osnovno načelo celotnega sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je načelo vseživljenjskosti učenja za vse, ki pa se najpogosteje uporablja v povezavi z izobraževanjem odraslih. Ministrstvo se zaveda pomena in vloge izobraževanja odraslih za družbeni, gospodarski in osebni razvoj, ter področje obravnava kot enakovredni del izobraževalnega sistema. Demografske spremembe, ki smo jim v Sloveniji priča, zahtevajo prilagoditve na mnogih področjih, kot so izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje, trg dela, vključenost v družbo, socialna zaščita in podobno. Na področjih, ki so povezana z izobraževanjem odraslih, prepoznavamo ravno v ljudskih univerzah pomembnega sogovornika. Kakovostna organizacija in izvedba izobraževanj za odrasle pri ljudskih univerzah odgovarja na izjemno raznolike potrebe heterogenih skupin odraslih in ponuja široko paleto možnosti za izobraževanje, kot so pridobitev izobrazbe, izpopolnjevanje in usposabljanje za potrebe opravljanja poklica ter različne vsebine splošnega neformalnega izobraževanja. Tudi v novem zakonu o izobraževanju odraslih so ljudske univerze ohranile vlogo edinih javnih organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost. Vaša vloga pri razvoju kakovosti življenja prebivalcev v občini je vse od začetkov vašega delovanja prepoznana in izjemna. Vaša posebnost je tudi ta,
da tekoče odgovarjate na potrebe odraslih, gospodarstva in drugih organizacij na lokalni ravni. Usposobljeni organizatorji izobraževanja odraslih ne le izobražujejo, ampak prebivalce motivirajo, informirajo in jim svetujejo pri ponovni vključitvi v izobraževanje ali pri nadaljevanju izobraževalne poti. Zaposleni na ljudskih univerzah opravljate svoje delo strokovno in odgovorno. Zato so te ustanove že 60 let prepoznane kot lokalna stičišča za izobraževanje odraslih in središča medgeneracijskega učenja ter sodelovanja. Naj se ob tej priložnosti zahvalim sedanjim in nekdanjim zaposlenim ter vašim zunanjim sodelavcem za prispevek k kvaliteti življenja prebivalcev. V Sloveniji in tudi v Evropski uniji je v zadnjem obdobju pogosto slišana besedna zveza izobraževanja odraslih. Na ravni Evropske unije so oblikovani mnogi dokumenti in priporočila, ki spodbujajo države članice k urejanju svojih politik na tem področju, k krepitvi sodelovanja na različnih ravneh in znotraj njih, k sklepanju partnerstev, k pripravi ukrepov ter k stabilnejšemu financiranju. Poleg tega so pred nami še mnogi drugi izzivi, ki so na eni strani povezani s staranjem prebivalstva, s hitrim razvojem in z nekaterimi družbenimi spremembami, na drugi pa z visokim deležem odraslih z nizkimi ravnmi spretnosti, kar je pokazala tudi nedavna raziskava PIAAC o merjenju spretnosti odraslih. Na ta in druga aktualna vprašanja, povezana z razvojem človeških virov, bodo morali v prihodnje odgovarjati politike različnih resorjev, občin, gospodarstva in druge. Na ravni implementacije pričakujemo nadaljnje zavzeto sodelovanje ljudskih univerz, ki ostajajo pomemben partner ministrstva. 60 let delovanja Zasavske ljudske univerze lahko ocenimo kot zgodbo o uspehu. Razvijali ste svoje talente in talente odraslih udeležencev izobraževanja. Uresničevali ste sanje in želje mnogih posameznikov, ki so se prepustili vašemu svetovanju in vodenju skozi izobraževalni proces. Naj tako ostane tudi v prihodnje. Prejmite iskrene čestitke željo, da bi to obletnico praznovali ponosno, vzneseno, da bi bila prihodnost izobraževanja odraslih in prihodnost ljudskih univerz optimistična in svetla. Hvala. Še vedno se učim. Še vedno, Michelangelo pri svojih 87 letih, še vedno. Vedno. Še vedno se uči, še vedno. Uči se. Zakaj se uči? Zakaj se učimo? Učimo se, ker smo radovedni. Učimo se, da ostanemo čili in vitalni. Učimo se, da tako koristno izkoriščamo svoj prosti čas. Učimo se, da krepimo svoje male, sive celice. Učimo se, ker s tem odpiramo vrata medgeneracijskemu povezovanju in sodelovanju. Učimo se, ker je znanje zaklad, ki vedno spremlja svojega lastnika. Učimo se, ker je vse življenjsko učenje polno radosti, ki nam daje moč.
Seveda se lahko učimo sami, vendar je bolj ciljno in osrečujoče, če to počnemo v družbi tistih, ki za nas znajo organizirati različne oblike učenja in tistih, ki so pri tem naši vrstniki. Vedno znova nas fascinira preobrazbena moč učenja, ki človeku omogoča stalno nadgradnjo svoje identitete, vliva mu moč in pomeni odločilen drobec v razvoju celotne družbe. Učimo se, ker je vedno pravi čas za učenje. Učimo se vsi, vse generacije. Učimo se vse življenje za življenje. Na odru pozdravimo učence glasbene šole Zagorje, ki bodo odigrali skladbo Pravljica.
Čas je, da nam nastop dinamičnega dueta vzame dih. Na odru pozdravimo Jano Menger in Branka Potočana. Te esperei. Meia-noite, num frio que é uma sorte. A confeiteira e seus doces sempre vem oferecer furtador de prazer.
de prazer. E não há como negar que pra tua se ofertar não faça salivar num quartinho de ilusão. Meu cão que não late em vão, no frio atrito meditei. Dessa vez não serei seu feliz. Začetek je bil kar precej težak, saj sem se v šolske klopi usedla po več kot 25 letih. Z veliko volje ter močno željo po uspehu sem redno hodila na vsa predavanja ter uspešno opravljala izpite. Na ZLU sem se počutila zelo dobro, saj se mi je celotno šolanje vtisnilo v spomin kot pomembna prelomnica v mojem življenju. Odprla se mi je pot do poklicne šole za varnostnico, poleg tega pa sem opravila še izpite za lovca. Moje sporočilo mladim pa je: bodite resni, pojdite na predavanja in zaključite šolo, saj je v današnjem času izobrazba ključnega pomena. Starejši pa brez strahu, ker zmorete, tako kot sem zmogla tudi jaz. Za udeležbo v programu predšolska vzgoja sem se odločila zato, da bi si po končanem programu povečala možnost zaposlitve, saj kot profesorica geografije in zgodovine ne dobim službe zaradi majhnega povpraševanja po tem kadru. V času izobraževanja mi je najbolj ostala v spominu praksa, ki sem jo opravljala v vrtcu, v dobrem spominu pa bom ohranila tudi eno izmed predavateljic, ki je z nami delila mnoge svoje izkušnje, anekdote in nasvete. S šolanjem sem bila izredno zadovoljna. S predavanji, z gradivom, dostopnostjo informacij, organizacijo praktičnega pouka in vaj. Dobila sem izobrazbo in tudi že službo, ki sem si jo vedno želela in verjamem, da jo opravljam z odliko. Vem pa tudi, da bi bilo vse mnogo težje, če na ZLU ne bi bilo ljudi, ki so srcem na pravem mestu. Če sem pokazala kanček dvoma vase ali obupala ob neuspehih, so vedno našli pravo besedo, ki mi je vlila novo moč in zagon za naprej. Zatorej so k temu, da sem uresničila svoje cilje, pripomogli tudi oni. Za čisto vse vam bom vsem zavedno, neizmerno hvaležna. Na ZLU sem končala šolanje za medicinsko sestro, kar mi je odprlo vrata za delo v bolnišnici. Uživam v tem poklicu in sem hvaležna, da lahko pomagam ljudem. Zahvaljujem se vsem predavateljem, ki so soustvarjali mojo zgodbo. Gre za izredno strokovno ekipo, vedno pripravljeno prisluhniti udeležencu. Vsem odraslim, ki oklevate, sporočam: bodite odločeni, kaj želite v svojem življenju in vlagajte v znanje, nadgrajujte se. ZLU je pravi naslov za pot do vašega cilja. Meni je uspelo, verjamem, da bo tudi vam. Hvala ZLU. Vključen sem bil v več programov, začetna integracija priseljencev, tečaj slovenščine, računalništvo, viličarist. Na ZLU sem se počutil čisto sproščeno, osebje je bilo zelo prijazno, profesionalni in strokovni je bil odnos predavatelja z nami učenci. Najbolj me je navdihnila prijaznost in preprosta razlaga navodil, kako doseči cilj.
Program mi je prinesel veliko znanja iz slovenske kulture, jezika in evropskega obnašanja. Za šolo sem se odločil predvsem iz spoštovanja do novega življenjskega okolja. Sedaj lažje komuniciram v slovenščini z ljudmi in s podjetji. Najbolj zanimiva stvar, ki sem se je naučil, je delo z računalnikom in kako komunicirati preko njega. Zelo je razširila moje obzorje. Spoznala sem, da je življenje nenehno učenje in da več kot znaš, več veljaš. V preteklem letu sem prejela državno priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije in postala ambasadorka učenja. Priznanja sem bila zelo vesela, vendar pa me tudi obvezuje, da delam še več na sebi, da bom vzor učečim ljudem. Vsem odraslim, ki stopate na pot učenja in tudi tistim, ki še oklevate, ali bi se radi udeležili brezplačnih tečajev, sporočam. Le pogumno naprej ter sledite svojim željam in sanjam, saj kdor se učenju posveča, se vsak dan veča. Prisluhnimo afriškim ritmom v izvedbi bobnarske glasbene skupine Percussions.
Učenje je potovanje. Učenje je potovanje bodisi črk, besed, idej, konceptov, konstruktov, od človeka do človeka, od učiteljev do učencev, do udeležencev, od učilnic v prakso. Učenje je potovanje s poudarkom na poti in ne na cilju, s poudarkom na sklepanju vezi znotraj generacijskih ter medgeneracijskih. Učenje je mozaik in vsak posameznik, vsak delec celote je del učeče se skupnosti. Učeče se skupnosti, ki hodi po poti vseživljenjskega učenja. Prišli smo do konca današnjega slavnostnega praznovanja, popotovanja. Ostane nam le še zaključna pesem. Na tem mestu se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli, da lahko danes praznujemo naš jubilej. Občini Trbovlje, občini Hrastnik, občini Zagorje ob Savi, Delavskemu domu Trbovlje in Mladinskemu gledališču Svoboda Trbovlje. Najlepše se vam, dragi obiskovalci, drage obiskovalke, zahvaljujemo za obisk in vas še naprej spodbujamo, da skupaj z nami ostanete na poti vseživljenjskega učenja oziroma si želimo, da se nam na tej poti pridružite. Po končani prireditvi vas vabimo na druženje v avlo, kjer vas čaka prijetno presenečenje in slikarska razstava udeleženk večgeneracijskega centra. Sedaj pa na odru pozdravimo Emirja Ibrakiča in Marušo Zmrzlak. Hvala in lahko noč. Gremo še enkrat nazadnje. Za prijatelje svet.